Inštitut Jožeta Pučnika, Inštitut Janeza Evangelista Kreka ter Politična akademija SLS pripravili okroglo mizo z naslovom Še kako aktualnim glede na včerajšnje razmere, Slovenija na razpotju, kako iz krize. Z gosti, predsednikom odbora za razvoj v strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke Žigo Turkom, predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak in podpredsednico Slovenske ljudske stranke Olgo Franca bomo poskušali dati nekaj odgovorov o možnih izhodih iz krize, pa naj si bo ekonomske ali politične. Svet in s tem tudi Slovenija se nikakor ne morete izviti iz primeže gospodarske krize. Ta vpliva tako na delovanje samega gospodarstva, kot tudi same države. Naj se omejim na Slovenijo. Cikli, ki smo jim bili priča in smo jim še priča, govorijo, da so reforme potrebne, pa ne zgolj zaradi države, ampak družbene skupine, ki tvori celoto. Brezposelnost se veča, s tem se kupna moč manjša, povečuje se sociala, država hkrati pobere manj davkov, s tem pa se veča že tako velika proračunska luknja. Temu bi lahko rekli opis stanja v zadnjih letih in kako je bilo z rešitvami v preteklosti. Posluha ni bilo, so poudarili tisti, ki bi zadeve morali reševati. Še več, pogosto smo slišali, da pač ni vse odvisno od ukrepov in reform, ki so tako zelo potrebne. Potem nastopi še kriza vladanja, nenehni prepiri, velike afere in več ali manj ukvarjanja samim seboj. Vse to nas je pripeljalo v čas, ko bi se že morali poznati sadovi, danes pa teh še ni. Da Slovenija je brez vlade do tega, da je Slovenija na razpotju in da je sedaj čas, da bi našli rešitev iz te krize. In sedaj bom povabil, da se mi pridružijo moji današnji gostje, ki bodo nekako vsem tem poskušali govoriti v naslednjih uri in pol. Kako bo potekalo naše srečanje? Najprej bodo gostje imeli 10 do 15 minutni uvod, razpravljali bodo na naslov našega današnjega srečanja, torej Slovenija na razpotju, kako iz krize. Na to imam nekaj vprašanj pripravljenih sam. Ob sklepu pa boste seveda na vrsti tudi vi za vaše komentarje, za mogoče vaše vprašanja. Zato prosim gospoda Žiga Turka, gospod Ljudmilo Novak in pa gospod Olgo Franca, da se mu pridružijo. Pravijo, da pogosto na vseh stvarih začnejo moški. Danes temu ne bomo naredili, tako bomo dali prednost damam, ker imamo dve dame, bomo dali najprej damo, na to razvili pogovor z moškim in na to ponovno nadaljevali damo. Gospa Ljudmila Novak, prosim. Spoštovani gospe in gospodje, dragi sogovorniki, lepo pozdravljeni. No, tukaj je vroče, v Sloveniji pa postaja tudi čedalje bolj vroče, čeprav temperature že padajo. Dan po padcu vlade lahko imenujemo tudi dan začetka reševanja slovenske politične in gospodarske krize. V Novi Sloveniji smo tudi pogosto govorili o krizi vrednot. Mislim pa, da je še ena kriza, ki je zajela ves svet in je morda tudi najmočnejša, to je kriza vodenja. In tej krizi smo bili priča ves čas tudi v Sloveniji. In ta kriza vodenja se pojavlja na različnih nivojih, v različnih inštitucijah, od Evropske unije do pri nas pomembnih inštitucij, do vlade in tako naprej. In ker je tako velika kriza vodenja, je tudi velika kriza zaupanja. Ker so državljani bili pogosto razočarani nad politiko, nad vodenjem, nad potezami, zato je v Sloveniji tudi veliko nezaupanja. Veseli me, da se je Državni zbor odločil včeraj tako, kot se je odločil, in s tem so poslanci pokazali, da jim je vendarle več do slovenske države kot do enoletne plače, ki
ki je potem morda niti več ne bi bilo, da o pokojninah niti ne govorimo. Pomagal je tudi pritisk javnosti in tako je tudi prav. Končno se je slovenska javnost prebudila in začela protestirati proti različnim anomalijam ali pojavom, ki se dogajajo v družbi. In tudi ta pritisk javnosti je pripomogel, da poslanci niso manjkali, da se niso izognili odločanju, da so vendarle prevzeli odgovornost nase. Vemo, da imamo tudi krizo z vsem, kar je povezano z državno upravo, s človeškim faktorjem. In zato so propadale banke, zato moramo dokapitalizirati banko, zato propadajo podjetje, zato so nastali tajkuni, torej tudi tukaj se je pojavila kriza vodenje in zato imamo državo tam, ki jo pač imamo. Nakopičenih težav seveda ne bo mogoče rešiti z neko čudežno palico ali z neko osebo, ki ima recept za vse probleme. Pomembno je, da bo nova vlada imela zaupanje volivcev in polni mandat za vladanje. Torej, volivci bodo podelili mandat in vsaj začetku ima tista vlada popolno zaupanje in jaz verjamem in upam, da bo naslednja vlada vladala, vodila drugače, kot je sedanja. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da tisti, ki zmaga, zmagovalec, vedno povabi k sodelovanju tudi poraženca. In jaz upam, da se ne bo zgodilo tako, da bi tisti, ki so bili sedaj poraženi, pa morda prihodnje ne bodo več vladi, ako upamo, da ne bodo delali proti državi z namenom, zakaj bi vam bilo bolje, zakaj bi mi vladali bolje kot mi. Jaz upam, da se v Sloveniji končno vsi zavedamo, da če naslednja vlada bo peljala državo v krizo, bo s tem peljala vse v še večjo krizo. Torej je nujno potrebno večje sodelovanje, boljše vodenje. Seveda pa se bo nova vlada srečevala z nekaterimi sistemskimi težavami, kot je na primer pretirana državna birokracija, o tem nenehno govorimo, zapletenost predpisov, ki in to otežuje hitro ukrepanje in hitre spremembe. Velika politična razdeljenost, o tem sem že govorila. Potem imamo tukaj sindikate z močnimi socialističnimi načeli, ki pač vedno znova grmijo z istimi poudarki in se pri tem ne zavedajo, da je kapitalizem sedanji red drugačen, da slovensko gospodarstvo tekmuje v globalnem gospodarstvu, da se mi ne povezujemo s Severno Korejo pa s Kubo, ampak da tekmujemo v Evropski uniji, v globalnem svetu, kjer veljajo pač druga pravila, tržna pravila. In zato ne moremo z enakimi načeli delati naprej, kot smo delali v socialističnih časih. In tudi delno ohranjena socialistična miselnost pri samih državljanih. Še vedno premalo podjetnosti, premalo zavesti, da je vsak državljan odgovoren sam najprej zase, da si najde delo, da nekaj pripomore k družbi in da državna blagajna ni vreča brez dna. In da kredit na kredit zadolževanje ni dolgoročna rešitev za državo in za državljane. Torej, tudi mi državljani se bomo morali spremeniti našo miselnost. Seveda, vse te težave, ki jih imamo, ki so sistemske, bomo morali reševati korak za korakom. In prav tukaj bi pa dejansko potrebovali karizmatičnega voditelja, ki bi mu ljudje zaupali, ki tudi, če naredi napake, ki bi vedeli, kakšen cilj ima. Danes sem bila nekje na obisku in ta gospod je imel na plakat Nika Vujačiča, se spomnite tega, brez rok in nog, ki s takim navdušenjem govori o življenju, človek, ki premika meje, ali tako je že naslov plakata, človek, ki premika meje. In tudi to bi se rekla, da nič ni nemogoče. Če človek brez rok in nog lahko velike stvari naredi, tudi naši državi ni brezupno,
in lahko marsikaj naredimo, seveda korak za korakom in z voljo in z lastnimi cilji. Razrešitev politične krize je prvi korak za reševanje sedanje krize. Predčasne volitve zagotovo začetek reševanja. In takrat bodo volivci pač povedali, komu želijo zaupati to odgovornost. Kredibilna vlada je temelj nadaljnjega reševanja krize. Krizo je treba reševati po korakih. Nova vlada mora najprej odpraviti stvari, ki ne terjajo veliko denarja, lahko pa veliko spremenijo. Vemo vsi, denarja ni, kako kaj narediti. Poenostavitev administrativnih postopkov je zagotovo ena izmed pomembnih stvari. Vsi poznamo primer Boscarola, ki bo gradil v Italiji, ker v Sloveniji ne more rešiti problemov. In on ni edini, veliko je takšnih podjetnikov, ki ne čutijo podpore države, da bi lahko normalno delali. V zadnjem času sem se srečala kar z nekaj podjetniki, tudi s podjetniško-gospodarsko zbornico, podjetniško-obrtno zbornico, gospodarsko zbornico. Povsod so rekli, se mi nočemo državnih pomoči, mi znamo delati, želimo pa, da država spostavi takšne pogoje, da bomo lahko delali, da bomo lahko tekmovali v globalnem svetu, da bomo konkurenčni, samo to pričakujejo. In mislim, da prihodna vlada, torej v vladi nikoli niso strokovnjaki, samo strokovnjaki, ki bi čisto vse obvladali. Ampak pomembno je, da se v tej državi tudi poslušamo, slišimo, da poslušamo tiste ljudi, ki se z neko stvarjo ukvarjajo, konkretno gospodarstvenike, podjetnike, in da iščemo možnosti, kako jim pomagati, da bodo boljši, bolj uspešni, da bodo imeli več delovnih mest, da bodo lahko zaposlovali, da bodo bolj konkurenčni. To je naloga države. S socialnimi partnerji se je potrebno dogovoriti o skupnih ciljih. Tukaj sem že prej omenila sindikate. Zelo idealno je, da sindikati branijo delovna mesta za nedoločen čas. To je idealno. Vemo pa, da takih delovnih mest ni veliko in da jih je čedalje manj. To se pravi, da sindikati zagovarjajo čedalje manjšo skupino ljudi, med katerimi ni mladih, ki že skoraj da ne dobijo delovnega mesta za nedoločen delovni čas. Torej, fleksibilnost, večja fleksibilnost na trgu dela je nujno potrebna in to bodo morali spoznati tudi naši sindikati in mislim, da se bo odprlo tudi več delovnih mest, več zaposlovanja. Zdaj se podjetniki bojijo nekoga zaposliti, ker pravijo, da to je hujše, kot če se poročiš. Če se poročiš, se lahko ločiš, tukaj pa moraš plačati ne vem kakve odpravnine in je težko in zaradi tega se bojijo zaposlovati. Vlada mora delovati povezovalno, pritegniti tudi opozicijo oziroma poražence, kar sem že prej poudarila. Najpomembnejše naloge, uravnotežiti proračun, zmanjšati davčno obremenitev dela, povečati učinkovitost pobiranja že obstoječih davkov, spodbuditi podjetništvo in podjetnost, začeti moramo v šolah. Ena izmed evropskih kompetenc, ki so pomembne za življenje, tudi ta, da je tudi podjetnost. Poleg poznavanja maternega jezika, tujih jezikov, računalništva, sodobnih tehnologij, naravoslovnih znanosti, je tudi znanje o podjetništvu. In tega nam v Sloveniji še tudi vedno manjka in tukaj mislim, da mora šolstvo tudi več narediti. In seveda mlade usposabljati za delo, tudi zato, da bodo podjetni, da bodo sami ustvarjali nova delovna mesta. No, in ena izmed težav, ki jih imamo, je zagotovo tudi pravna varnost. Pogodbe ne veljajo, pogodbeniki se ne držijo pogodb, da iztirjamo svoje pravice preko sodne poti je tako dolga, da jo velikokrat raje opustimo, ker je predraga, pa ne vemo, kdaj se bo rešila, kakšni bodo rezultati. Tako da zagotovo povečati pravno varnost in to je tudi eden izmed pogojev, da bodo tuji
investitorji prišli v Slovenijo in da bodo se čutili varne, ko bodo tukaj naložili svoj denar določena podjetja. Zdaj tega ne čutijo, poleg tega, da imamo velike davčne obremenitve, tudi ne čutijo, da bi njihova naložba bila v Sloveniji varna. Racionalizirati javno upravo, to tudi vsi vemo. Če bomo postavili postopke, verjetno bomo s tem že tudi javno upravo do neke mere lahko racionalizirali. In pa uvesti nujne družbene reforme s konsenzom večine družbenih skupin. Torej s konsenzom, s dogovorom, to je pa spet tukaj, če bomo imeli voditelje, ki bodo razumeli, zakaj so reforme potrebne, kakšne so cilji, potem bodo za seboj lahko potegnili tudi skupine ljudi. Če bodo tisti, ki vladajo na eni strani, sindikati ali pa voditelji nekih družbenih skupin na drugi, potem bo seveda težko izvesti takšne reforme. Tudi reorganizirati morda zavode za zaposlovanje, ki morajo biti le umestna postaja do nove zaposlitve, ne pa končna postaja do upokojitve. Na tem področju mislim, da imamo veliko dela, seveda solidarnost do vseh tistih, ki ne morejo delati, ki so potrebni pomoči, vendar spodbuditi tiste, ki lahko delajo in postati na delovna mesta, kjer so potrebni, kjer je delo. Prepričana sem, da Slovenci še vedno znamo delati, da imamo veliko znanja. Imamo tudi uspešna podjetja. To me zelo veseli. V zadnjem času sem jih tudi na obrtnem sejmu, na kmetijskem sejmu kar nekaj srečala. Ambiciozne ljudi, ljudi z idejami, ljudi, ki imajo podjetja, ki imajo perspektivo, ki imajo znanje. Torej, če bo država opravila svojo nalogo in ustvarjala pogoje, da bodo lahko delali, potem verjamem, da Slovenija lahko spet gre na tisto pot uspešne države, na kateri poti smo nekoč že bili. Seveda tudi državljani bomo morali opraviti svojo nalogo, delati odgovorno, tudi odgovorno voditi tako politične stranke, kot tudi podjetja, odgovorno vodenje, odgovorno podjetništvo. Vse to mislim, da moramo v Sloveniji postaviti na nove temelje in potem verjamem, da je izhod iz krize mogoč, seveda treba bo delati drugače in to na vseh ravneh. Naj nam bo ta Nik Vujačić človek, ki premika meje tudi za zgled. Če je cilj jasen in močna volja, lahko premikamo meje v glavi in tudi v državi. Hvala lepa, gospa Ljudmila Novak. Nadaljevali bomo z gospodom Žigo Turkom, nato pa še z uvodnim nagovorom gospod Olga Franca. Ja, hvala lepa za povabilo. Včeraj se je pravzaprav zgodilo nekaj pomembnega. Namreč, po zelo, zelo dolgem času smo v Sloveniji naredili nekaj normalnega. Po zelo, zelo dolgem času smo stopili v stik z resničnostjo. Smo nehali živeti v neki virtualni resničnosti, ki je bila samo privid. Namreč najbolj normalno je, če ima neka vlada nikakršen ugled v javnosti, če ima nikakršno podporo, če ima tako rekoč manj kot 10% zaupanje ljudi, da ta vlada odstopi ali pa da je vsaj pokličejo poslanci. In to se je včeraj zgodilo. Mi smo ta stik z realnostjo pravzaprav izgubljali dolgo časa. Na nek način je bila neka latentna virtualna resničnost ves čas te tranzicije, ko smo si domišljali, da živimo v kapitalizmu, pa ga pravzaprav nismo imeli, pa smo pravzaprav nadaljevali neke vzorce iz socializma na drugačen način, ko smo si domišljali, da smo, ko bi rekel, najboljša država članica Evropske unije iz tega bivšega komunističnega tabora. Ko smo si domišljali, da so naši razvojni vzorci in ta globalizem najboljši način za to, da gremo naprej.
Zelo konkretna je ta virtualna resničnost postala najkasneje enkrat konec leta 2007, začetku leta 2008. Ekonomisti, ki gledajo številke, bodo v tem času rekli, to je bil čas razcveta, praktično polne zaposlenosti, dvigovanja plač, kaj so bili naslovi v časopisih, kaj so bile teme po televiziji, v tednikih, v trenih in tako naprej. Revščina. Tema je bila revščina, takrat se je začelo ustvarjati neka virtualna resničnost, v katero je potem tudi naslednja vlada zajarjala. Del te virtualne resničnosti je bilo nasprotovanje reformam s strani socialnih partnerjev, deloma tudi s strani opozicije Janševi vladi. Deloma je bilo nasprotovanje oziroma je bilo del te virtualne resničnosti že pred prejšnjimi volitvami napad na nekakšen neoliberalizem, tega je polno v programu SD-ja iz leta 2008. S tem, da v Sloveniji nikakršnega neoliberalizma ni bilo in ga ni, ampak samo neke ideološke stvari so se govorili. In potem smo imeli pravzaprav zdaj 3 leta nekakšne virtualne resničnosti, ko smo poslušali nekaj, ko se je lepo slišalo, priznajte, lahko je tisto poslušati, samo ponavadi ni imelo nobene zveze, ne z prejšnjimi dejstvi, ne z obstoječim stanjem. Govorilo se je marsikaj o prihodnosti, ampak nič, kar se je povedalo, se potem ni tudi zgodilo, se ni izvršilo. In mislim, da smo iz te virtualne resničnosti v normalnost vstopili včeraj, potem, ko je Pahor nekaj govoril. Ste bil zadnji virtualni oziroma virtualni nastop, ki nas je v tem zdržal in mislim, da je tudi posebno iz tega stopa. Začetek konca te vlade je bil pravzaprav že v letu 2009, ko ni zagrizla v reforme, ko se je reform izogibala, ko se je pojavila ta fraza o socialni inkluzivnosti, konkurenčnost bomo pa enkrat kasneje. Ko se je povišala minimalna plača, za protiuslugo se ni dobilo pa nič. Tako da tisto, kar se je včeraj zgodilo, se je zgodil konec konca. Konec konca, na začetek začetka pa še čakamo. Začetek začetka bo pa takrat, ko bodo res razpisane naslednje volitve, ki so, kot rečeno, normalen ukrep v situaciji, v kakršni država je, ko je v prostem padu po vseh mogočih pokazateljih in ko je zaupanje v vlado. Zdaj, stanje, v katerega smo prišli, je slabo vsaj iz 2 vidikov. Prvi vidik je ta, ki bi mu lahko rekel nekako subjektivno oziroma avtohtono slovenski. To je, da smo pravzaprav zabredli tega, kar se v tranziciji da zabresti. Na tem mogoče še nekaj kasneje. Drugo je pa seveda splošna kriza oziroma težave, s katero se spopada praktično celotno zahodno gospodarstvo, Združene države Amerike, torej in Evropska unija. Osnovni problem tukaj je, da se je pravzaprav, odkar so valute zgubile zlato podlago, razpasla, da se lahko kar zadolžuješ, da če kriza si sposodiš, pa boš mogoče že enkrat vrnil. In tale kriza se zdi pa toliko boljša in toliko bolj strukturna, da ni enostavnih načinov videti, kako bomo ta dolg vračali. Nekateri še kar naprej pravijo, dajmo se zadolževati, dajmo tiskati denar, dajmo tiskati dolarje, ampak trenutni efekti take politike pravzaprav ne v Ameriki. V Ameriki niso prinesli rezultatov, no v Evropi imamo pa mečkano težavo s tem, da ne moramo kar tako evrov tiskati. Bi bilo pa to politično dosti lažje, ker torej proti natiskanim evrom bi imeli nemški davkoplačevalci dosti manj kot proti evrom, ki bi šli iz njihovega žepa v Grčijo ali pa v kakšno drugo državo. Dejstvo je, da si številne države sposojajo velik del proračunov. Slovenija 20 centov si sposodi za vsak evro, ki ga porabi.
s čist preprosto gospodinsko logiko si vi lahko sami pri sebi zavistite, ali ste kadarkoli živeli tako, da ste si sposodili, bom rekel, 20 evrov od vsakih 100 evrov, ki ste jih porabili. Tako enostavno vsak posebej ve, da ne more živeti. Tista avtohtoni problemi stanja v Sloveniji so povezani z gradualizmom zadnjih 20 let. Te stvari je Janez Šuštaršič ekonomsko zelo dobro opisal. Povezani so s tem slovenskim preživetvenim modelom, kjer pravzaprav poleg realne ekonomije obstaja še cel kup nekih dodatnih mehanizmov, s katerimi ljudje lahko preživijo. Te stvari smo razmeroma podrobno analizirali v enem dokumentu, ki ga je lani spomladi 2010 izdan Inštitut dr. Kučnika, to je bila vizija 20+20, kjer je napisana analiza naših prvih 20 let, šlo je pač v 20-letnici prvih demokratičnih volitev, in kjer je napisana vizija izhodišča principi, kako v naslednjih 20 let. Tako kot ponavadi konstruktivni dokumenti iz pomladne strani, je bilo to bolj manj preslišano, zato da smo lahko v vsaki priliki, ko je bil kdo kaj proti, poslušali že, ampak konstruktivnih načrtov, vizij, planov in tako naprej pa nima. Seveda imamo vsaj 1 leto in bo se te stvari postavljali. Tam notri smo rekli, da je pač stanje slabo, predvsem zato, ker tranzicija ni bila dokončana, ker nismo zgradili kapitalističnega sistema. Najbrž tudi v tej sobi ima marsikdo težavo s tem, da bi pa Slovenija bila kapitalistična država, oziroma da si želimo imeti kapitalizem. Ampak dejstvo je, da pač drugega sistema v svetu pravzaprav ni. Uspešne države drugega sistema, drugačnega sistema kot kapitalizem nimajo. Omenjena je bila Kuba, Severna Koreja, pa še nekaj takih čudatov je. Druge pa imajo seveda kapitalističen sistem. Razlika med temi sistemi so pa samo v tem, ali ta sistem deluje pošteno, kar pomeni, da najboljši zmagujejo, kar pomeni, da najboljša podjetja zmagujejo in sili podjetja in posameznike k temu, da so čim boljši, ali pa ti sistemi delujejo nepošteno in pomagajo pač tistim, ki se znajdejo tako ali drugače po zvezih in poznanstvih, potem, da so bili na pravem kraju, na pravem mestu s pravimi prijatelji in tako naprej in tako naprej. Imamo nek pošten tekmovalen kapitalizem, imamo tako imenovani krovni kapitalizem ali pa kot pravi Egon Zakrajšek, pajdaški kapitalizem, tovariški kapitalizem. In ta kapitalizem smo naredili v Sloveniji. Pogoj, da smo to lahko naredili, je bilo nedelovanje pravne države, je bila nevzpostavitev tržnega gospodarstva, tržne tekme na celem kupu različnih področij, vključno z nekaterimi javnimi storitvami. Je bil nedodelan sistem sociale, kjer nekateri, ki bi potrebovali več, dobijo premalo, nekateri, ki ne potrebujejo, so pa vključeni v ta sistem. In del tega problema je tudi političen sistem, ki pravzaprav onemogoča pozitivno selekcijo znotraj političnega razreda, ki onemogoča, da bi politične stranke v Sloveniji gravitirale proti sredini in kjer bi se razlike med posameznimi družbenimi sloji, med posameznimi partikularnimi interesi razreševale znotraj strank, ampak se za posamezen partikularen interes tako rekoč zgodi posebna stranka. Zdaj seveda za nazaj je vedno dosti lažje stvari analizirati in napovedovati kot za naprej. Pravijo tudi ekonomisti zelo dobro napovedujejo za preteklost, pa dosti slabše za prihodnost. Včeraj je bila slomena diskusija, ki je Ameriški inštitut organiziral s kazalnim diagram gospodarstvo, kako je bilo res, pa kako so ekonomisti napovedovali in po mojem kdorkoli od vas bi enako dobro napovedal. Skratka, enako slabo. Zdaj za naprej, ja, dejansko smo na razpotju, ali kot smo rekli, tudi v skupini za razmislek o prihodnosti Evropske unije, razpotje je natančno enako za Slovenijo, kot je
za celo Evropo, samo pri nas je težje, pri nas je globje, ker nekih stvari za nazaj nismo naredili. To razpotje je ali reforma, ali pa nadaljno stagniranje oziroma zaton. Ali reforme, ali bomo pa še naprej nazadovali, ko se bomo primerjali z Slovaško, s Češko, z Estonijo, Litvo, Latvijo, Poljsko in tako naprej. Skratka, iz našega radarja, ki smo ga imeli zadnjih 15 let, ko bi se mi primerjali z Italijo, Avstrijo, Finsko, Dansko, Irsko in tako naprej, se počasi zdaj nam pojavljajo kot primerne države za primerjavo, tiste, nad katerimi smo še pred nekaj leti vihali nas. V zvezi s tem, kaj narediti, mislim, da moramo razlikovati med kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi potezami. Predvsem kratkoročne so pomembne, ker dejansko bo morala nova vlada delati takoj. Nova vlada bo morala bistvene korake potegniti v prvih 100 dneh, ne pa se prvih 100 dni navajati, kaj in kako narediti. Kar se tiče kratkoročnih ukrepov, bi rekel, da bi morala narediti nekaj nujnih popravkov v sistemu, v smislu deregulacije, v smislu spodbujanja investicij, v smislu večje enostavnosti poslovanja, v smislu nekih simbolnih ukrepov, ki bi gospodarstvu zdali signal, tale vlada pa misli resno, zdaj se nam pa splača, bom rekel, spet zavihati rokave, zdaj se nam splača pa investirati. Skratka, da pride nek utemeljen optimizem v celoten sistem in potem seveda vse to podmazati tudi z ureditvijo finančnega sistema v državi. To pomeni, da bodo banke motivirane za to, da bodo te ambicije, ta optimizem sposobne kreditirati oziroma servisirati s sredstvi. To je kot rečeno kratkoročno. Srednjeročno smo v SDS objavili pravzaprav program za naslednji mandat. Kaj početi? Rekli smo, vsaj na razvojnem področju, ki ga jaz vodim, da imamo 3 merljive cilje. Glavni merljivi cilj je, da prebivalci Slovenije po kakovosti življenja, da se uvrstijo v zgornjo polovico članic OECD. OECD je pa kljub najbolj razvitih držav. Kot rečeno, tukaj gre za kakovost življenja, tukaj ne gre za BDP, za bruto domači produkt in tako naprej. Tukaj se ocenjuje tudi dostopnost izobraževanja, dostopnost zdravstva, vključenost žensk, dostopnost javnega življenja za starejše in tako naprej. Tukaj je cilj, da se v večini indikatorjev uvrstimo v zgornjo polovico in da pri nobenem nismo v spodnji tretjini. Drugi cilj je, da v Slovenija v 5 letih postane nadpovprečno razvita članica EU in da se v naslednjih letih razvija 3 odstotne točke hitreje od povprečja EU. Zdaj se pojavlja kar nekaj, ali pa v krizi in v težkih časih kar nekaj, s tem pravim, paleosocialistov, ki bi rekli, denar pa ni važen, bruto domači proizvod pa ni važen, pri tem pa pozabljajo seveda, da se iz bruto domačega proizvoda, iz bruto domačem proizvodu izključenih evrov plačujejo zdravniki, učitelji in tako naprej. Mi smo rasli pod Janševo vlado 3 odstotke hitreje od povprečja EU, smo prišli na 92% te razvitosti in če bi se potrudili, bi lahko tudi zaostanek, ki se je zdaj nabral, zdaj smo padli nazaj na 87% povprečne razvitosti EU, skratka na krizo smo odgovarjali bistveno slabše. Ves razvojni zaostanek, ki ga je Janševa vlada nadomestila oziroma dohitela, smo zdaj razgubili. Skratka, to je drugi cilj in tretji cilj je enakomeren razvoj v smislu, da se ne povečujejo razlike v družbi, to se meri z Gini količnikom, in da se zmanjšujejo, torej med ljudmi se razlike ne povečujejo, ker ima Slovenija eno največjih enakosti in bi bilo iluzorno govoriti o še večji enakosti, pravzaprav nevarno, da se pa zmanjšujejo razlike med regijami v Sloveniji, ki so pa zelo velike. Zdaj, toliko za uvod, o detaljih bi lahko še kaj povedal. En tak zgled, v katero smer bi Slovenija morala iti, je pa skandinavski ekonomsko-socialni model. O njem poslušamo veliko od naše levice, predvsem v smislu socialnih pravic, ki tam veljajo. To je res.
tem se bo v Sloveniji težko na hitro odpovedati. Tisto, kar spregledajo, ko nam dajo države, kot so, ne vem, Danska, Švedska, Norveška, pa tudi recimo Nizozemska ali Švica za zgled, kar spregledajo, je, da so to tudi države, kjer je z indeksi največje ekonomske svobode. Skratka, velika svoboda za ekonomske subjekte, veliko priložnosti za ljudi in podjetnike na eni strani, pa morda nekaj več davkov oziroma te socialne države, zato da se tudi ljudje lažje odločijo za to, da bodo tvegali. In če nam bi to uspelo narediti, če nam bi uspelo o tem nabrati dovolj soglasja v Sloveniji, predvsej v smislu, kot je gospa Novak govorila, mislim, da bi lahko čez 4 leta govorili o tem, da smo se odločili za ta pravo. Hvala lepa, gospod Turk. Še gospa Olga Franca nam bo mogoče pojasnilo. Navabilo ste nekatere prejeli, da naj bi z nami bil gospod Svetina, ker je zbolel, smo veseli, da se nam je pridružila gospa Franca. Hvala lepa. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Prihajali iz Koprskega, torej iz področja, ker imamo naše čudovito morje in ker imamo tudi probleme. Torej, jaz sem poznala pri problemi, ko se borim proti plinskim terminalom. Torej, 20 let samostojne države nam je dalo kar nekaj izkušenj, kako se z državo gospodari ali ne gospodari. In jasno poznamo, kot jaz poznam, ko vi poznate sedanje probleme in tudi možne rešitve. Torej, država kot celota, Slovenija je čudovita država. Ko smo ponosni na njene dosežke, na samostojnost, na evro, imamo čudovito naravo, imamo ljudi, ki so izobraženi, ki znajo, pripravljeni delati, vendar očitno nismo v zadnjem obdobju imeli prave voditelje. In sedaj so državljani in državljanke pred tem, da bodo izbrali pravo smer razvoja. Ko gledamo na vzroke, v kakšnem stanju smo to državo razbohotili. Majhna Slovenija z 2 milijonoma in s proračunom, ki ne dosega 10 milijard evrov, je premajhna za tako razbohoteno državno upravo, javno upravo, občinsko upravo in seveda pokrajin še, lahko rečem, zanesljivo, saj po moji oceni še 20 let ne bo. Torej tudi ukrepi na področju te organizacije, države in vsega, kar sem naštela, bodo morali biti hitri in temeljiti. Zmanjšanje števila ministrstev, prepolovitev agencij in začeti z postopki združevanja občin. Morda najprej povezovanja na skupnih prostorskih zadevah, tam, kjer je to smiselno z upravnimi enotami in potem postavljati procese ponovnega povezovanja. Mi smo podpirali majhne občine, ker so bliže ljudem, vendar stroškovno to je dejstvo, ta strošek je prevelik. Torej, to je en del, kjer natančno vemo, kaj nas čaka. Drugače, z vidika financiranja države smo napačno usmerjeni v napačne segmente potrošnje, v trošenje, kar ne ustvarja dovolj dodane nove vrednosti. Gre za investicije, posebej v zadnjem popravku proračuna, kjer so se povečevali izrazito izdatki za socialne transferje in zmanjšala sredstva za investicije, ki poganjajo tudi razvoj države. Torej, napačnost porabe težko zbranega proračunskega denarja. Kar 80% proračuna seveda porabimo po fiksnih postavkah. In tu navznoter nas čakata dve pomembni strukturni reformi. Pokojninska, ki morda bila uspela v preteklem obdobju, če bi se znali še malo poslušati, škoda, in zdravstvena reforma. O pokojninski je bilo že veliko govora in ne bom o tem govorila, o zdravstveni pa je potrebno ta zdravstveni denar veliko bolj racionalno izkoristiti. Netransparentni javni razpisi, vsak predstojnik je hkrati tudi izvaja nabave dragocene medicinske opreme, nestimulativno nagrajevanje, torej en sistem uravnilovke
in seveda tudi plačevanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje v sistemu enake cene, brez stimulacij in brez komponirane komponente kakovosti in varnosti storitev, ki so za bolnika najbolj pomembne. Torej, iz teh nujno potrebnih strukturnih reform bi se dotaknila tudi oskrbe z hrano. Slišala sem eno tako šaljivko na ulici in pravijo, ko gospodarstvo umira, kmetijstvo se razvija. Kmetijstvo prosperira. Vendar v naši državi ni tako. Imamo zanemarjeno obdelovalne površine, sklad kmetijskih zemljišč slabo gospodari, podaja zemljišče pravnim osebam, ki parkirajo prikolice in se izvajajo turizem, namesto da bi se obdelovali površine in da bi zagotovili večjo lastno oskrbo z hrano. Torej, turizem in samo oskrba, torej kmetijstvo, je izhod iz krize. Je en segment izhoda iz krize. Absolutno. In to je tudi tista pot, ki bo oživila podeželje in tudi brezposelne postavila v delo. Nadalje bi se dotaknila položaja državljank in državljanov. Za izpeljavo temeljitih reform je potreben temeljit konsens, ne samo političnih oblasti, temveč vseh državljanov in državljank. In tu bo potrebno temeljito prevzgojo vsakega posameznika. Od tega, da bo delo postalo vrednota, danes je žal ne delo vrednota. Zakaj bi delal? Dobim 300 evrov, dobim 400 evrov. Zakaj bi delal? Študent skoraj ne pride delati, če mu ne plačaš več kot 4 evre. Delam v gospodarstvu že 30 let in to so moje izkušnje. Torej, drugačno vključevanje v vrtcih, v šolah, študentov in seveda vključevanje vseh, ki so zaključili študij v takojšnje delo, torej z stimulacijami, ki jih moramo dati gospodarstvu, moramo postaviti delo ponovno pod veliko vrednoto. In seveda v povezavi z delom in zaposlenimi, tudi v podjetjih, zaposleni žal nismo več tisti cenjen subjekt, ki ustvarja dodano vrednost, vendar vse več pogosteje smo strošek podjetja, kar je napačna miselnost. Zgrešeno. Izčrpavanje podjetij in postavljanje delavcev ob stran seveda privede do sindikalnih bojev in do položaja sindikata, ki ni pravi. Moje stališče je, da sedanji voditelji sindikatov se morajo umakniti in da morajo priti novi. Tako kot morajo priti na oblast novi ljudje v političnih strankah, v drugih sferah družbe in ti novi ljudje, ki niso obremenjeni s preteklostjo, ki bodo delali pošteno, odgovorno, strokovno, kompetentno, kako državo z ustvarjanjem konsenzov popeljajo po vseh teh reformah in vrednotenju dela izmed te krize, v kateri smo. Torej, Slovenija se nahaja, lahko rečemo, v slepi ulici in se nahaja v trenutku, ko imamo še čas, da potegnemo ročno, da ne bi drseli po poti, po kateri gre Grčija. Zato so volitve, ki so pred nami nujne in hitro potrebne in kaj se je dogajalo v preteklosti, ne postane zgodovina. To ne se zatre v arhive in to ni več pomembno. Pomembna je prihodnost, pred katero smo izzvani. Tudi družbeno bogatstvo je potrebno prerasporediti. Omejila se bom na zakon o davku na nepremičnine, ki sem ga temeljito proučila in veliko moje razočaranje. Torej, v smislu prerasporejanja bogatstva in obdavčitve tistih, ki živijo na luksuzu in od luksuza in ki imajo 3, 4, 10 stanovanj, seveda mora biti to premosorazmerno tudi obdavčeno. Nikakor pa ni možno peljati in seveda tukaj čaka, da bodo strani ljudi odobravali tak zakon, takšno rešitev, ki bo prizadela predvsem srednji sloj. Torej, obdavčitev stanovanja, v katerem živiš, ki si ga zgradil
s kreditom stanovanja, ki ti je praktično omogoča, da danes živiš. Torej, nova vlada bo morala imeti bistveno več posluha za državljana. Z vidika davkov, z vidika obremenitev, z vidika tudi obremenitev plač. Še par besed bi rada povedala o izhodu iz krize, z razvojem gospodarstva in drobne obrti. Torej, naše poslovno okolje v gospodarstvu je prezapleteno z vidika administracije, predrago. Mi moramo postati bolj vitki v gospodarstvu in s tem bolj konkurenčni in znižati obremenitve plač. To je nesporno. Naše plače so najbolj obremenjene ne samo v Evropi, tudi širše v svetu. In zakomplicirani postopki in zakoni za tuje investitorje so ovira, ki jo je treba v prvi vrsti takoj z postavitvijo nove vlade vzeti v roke in odpraviti. To so po mojem videnju ključni izhodi iz te krize, torej čisto preprosto povedano, razmišljamo tako, kot razmišljamo doma v družini, ko se nam zgodi kriza, enostavno se pogledamo vase, ali živimo v preveliki hiši, ali imamo premajhne prihodke, ali bomo sposobni odplačati vse najete kredite, kaj bomo odprodali in kako bomo postavili zdrave temelje za naprej. Zato tudi podpiram, da se v ustavo vnese določilo o zadolževanju. Torej, nobena vlada nima takšnega neomejenega pooblastila in noben župan ne, kajti z občinami se tudi dogaja, da so prezadolženi. Kajti na občinah se zadolženost ne štejejo lizingi, ampak samo krediti in so občine marsikatere prezadolžene, tudi naša Koprska. In zato podpiram, da se v ustavo vnese takšno določilo, ki preprečuje, da bi neka oblast, neka vlada v določenem obdobju tako obremenila sedanje rodove, da bodo to čutili še desetletja prihodnji rodovi mladi. Hvala lepa tudi vam, gospa Olga Franca. Sedaj imam nekaj vprašanj sam, na to bom k sodelovanju povabil tudi vas, vse tukaj zbrane. Spoštovani gostje, vsi trije ste govorili o tem, da so spremembe nujno potrebne, da do njih mora priti. Večkrat ste omenili, kakšne bodo naloge nove vlade, pa me ob tem zanima, ali se vidite v nove vladi in seveda, ali je sedaj čas povezovanja sil na desnici. Gospa Franca. Torej, o povezovanju pred tem, ko bomo imeli rezultate volitev na mizi, v Slovenski ljudski stranki ne govorimo in o tem tudi ne bomo govorili. Ko bodo rezultati znani in ko bomo se prešteli, seveda smo pripravljeni programsko iskati sorodne vezi in v skupnih ciljih iskati seveda rešitve sedanjega stanja. Torej, se vidimo v vladi, vendar na temelju programov. Nikakor ne na temelju levi, desni, ločevanje torej raznih drugih smeri. Potreben je temeljit konsens in temeljite torej, enake iztočnice za izhod pri posameznem segmentu krize v tej državi in na takšnem je možno seveda delati hitre korake, hitre obrate, ki so nujno potrebni in stvari razrešiti. Podobno za vas, gospa Ljudmila Novak, glede povezovanja sil na desnici, pa v tem še vprašanje. Hkrati se je začelo poudarjati o tem povezovanju, po drugi strani pa imamo sedaj ustanovitev nekih novih gibanj. Tudi eden izmed vaših članov je vključen v novo gibanje oziroma ga je ustanovil. Kaj to lahko pomeni za prihodnje državnozborske volitve? V Novi Sloveniji menimo, da je za nas najverjetnejša opcija povezovanja s strankami desnice. Seveda se mi zdi pomembno, da pred volitvami vsaka stranka krepi svojo identiteto, da ne delamo istih napak, kot smo jih morda že v preteklosti delali, tudi potem, če bomo morda skupaj. Seveda, če se sestavi vlada, je potrebno poiskati skupne točke in pa
izločiti tiste, pri katerih pač ne moremo najti soglasja. V teh povezavah zagotovo vidim največjo možnost povezovanja z SDS in Slovensko ljudsko stranko po volitvah pri oblikovanju vlade. Bi pa mogoče nekoliko oporekala gospe Franca, čeprav ne želim, da smo tukaj polemični, v dveh točkah. Namreč dejali ste, da ste za povezovanje ali združevanje občin. Sama menim, da občine, majhne občine so gibalo razvoja v Sloveniji in jih ne smemo gledati samo kot strošek. Sama prihajam tudi iz občine, manjše občine, ki je bila prej del velike občine, bogate občine, ampak naše področje od tega ni imelo nič, ampak je razvojno zaostalo. In mislim, da kar država vloži v občine, pomeni bolj vsestranski razvoj Slovenije. In če zdaj gremo na podeželje, majhne občine, vidimo, kako so se v tem času razvile. In tudi občinske uprave v majhnih občinah so ponavadi zelo majhne, skromne, velikokrat župani delajo tudi tiste stvari, kar jim ne bi bilo treba delati, pa zato, da prihranijo, pa sami marsikaj upravijo. Sem bila županja, sem sama naredila razvojni program občine, agencije so mi nekaj tisoč evrov hotele zaračunati ali marka, ne vem česa. Ko sem pogledala, kaj pravzaprav so naredile, sem rekla, to pa tudi jaz znam, pa ni treba pripovedovati, kaj rabi naša občina. Ne? Tako da mislim, da majhne občine ne smemo gledati samo kot strošek, ampak veliko možnost razvoja. In vsak župan, če je še tako slab, zelo premisli, kako bo naredil čim več, ne vem, asfalta ali vrtcev ali ne vem kaj, ker je pritisk občanov nam zelo velik. Zato jaz občine ne gledam kot tisto, ki preveč denarja porabi in od tega učinka. Mislim, da se v nekih ministrstvih da veliko lažje skrit za neko institucijo, kot pa majhno. Pa mogoče še druga stvar, omenili ste zgodovino in zaprtje arhivov, res je. Sedanji trenutek je pomemben, prihodnost je zelo pomembna. Vendar, če hočemo graditi neko prihodnost, povezovalno prihodnost, jasno prihodnost za Slovence, je potrebno, da tudi pustimo, da zgodovinarji opravijo svojo nalogo, da mrtve dostojno pokopljamo, da tisti, ki so doživeli krivice, imajo vsaj moralno zadoščenje, ker materialnega verjetno nikoli ne bojo dobili. Zato mislim, da preteklost ne moremo samo zapreti v arhive in pustiti na miru, ampak pustimo, da to zgodovinarji naredijo. In to govori tudi Evropska resolucija o žrtvah totalitarnih in avtoritarnih režimov, kjer prav poudarja, da je potrebno raziskovati preteklost in tudi žrtvam dati neko moralno zadoščenje, stvari postaviti na pravo mesto. In to nam vse skozi manjka, zato je še veliko gnilega v naši državi, ker nismo očistili. Kar se pa tiče gibanjev, bila sem prisotna na zboru kristjanov v soboto, ki ga je gospod Strgar organiziral, kjer se mi zdi, da je bilo vzdušje zelo dobro, tudi sami prispevki zelo pozitivni, vse v duhu prebujanja slovenskih državljanov, tudi slovenskih kristjanov, da smo vsi odgovorni za družbo in da tudi kristjani se ne smemo zapreti svojo vero v cerkev in družino, ampak da iz vere izhaja tudi družbena odgovornost, ki se je premalo zavedamo in ki jo moramo naprej razvijati. To tudi pomeni udeležba na volitvah, kandidiranje, skratka biti družbeno ozaveščen. Tako da se mi je ta zbor zelo zdel dober, ker mislim, da prav na slovenski resnici manjka te ozaveščenosti ali pa po 20 letih je počasi zmanjkovalo, pred 20 leti je pa bilo tega zelo veliko. Kar se tiče gibanja Fokus 2031, ki ga je ustanovil gospod Lojze Peterle, se v stranki s tem strinjamo, ukolikor imamo zagotovila seveda,
da bo ta fokus razpravljal o aktualnih družbenih vprašanjih in bo v tem duhu tudi v pomoč pri iskanju rešitev za stranko Nova Slovenija. Seveda, koliko to ne bi bilo tako, ampak jaz verjamem, zaenkrat imamo vsa zagotovila, da to bo tako. In več ljudi kot stakne glave, več ljudi, ko bo premišljevalo o reševanju problemov, upam, da bomo našli tudi boljše rešitve. Hvala lepa, gospa Franc, na to bomo dali vprašanje. Samo pojasnila. Torej, ko sem govorila o arhivih, sem mislila na pretekle arhive, torej dogajanja v sedanji vladi, ki je v pohodu. Mislila sem na to obdobje, da moramo to dati v arhiv in da se to ne sme več prenašati v parlament, v razpravi, kaj ste vi počeli, kaj pomeni, kako so te rešitve. Torej, tega ljudje več ne prenašamo. Ta dogajanja v parlamentu in na takšnih nivojih bi se morala preskočiti, torej doseči neko višjo stopnjo obnašanja, če rečem, kulture, spoštovanja kodeksev in mogli na to obdobje, to sem mislila. Nikakor pa ne, nisem govorila o arhivih, o zakonu o arhivih in vsem, kar se takrat dogajali, tako da sem da slabo razumljena. No, tudi s tem, da sem Gospod Žiga Turk, v mandatu vlade Boruta Pahorja, ki se je nekako včeraj končal, smo bili priča, več čas smo razpravljali več ali manj o aferah, pa afera Dimic, pa afera Baričevič, pa afera Volovič, pa takšna in drugačna afera. In sedaj v predvolilnem času, ki mu bomo zgleda kot vse priča v prihodnjih mesecih, bo ponovno v naši sredi tudi afera Patria. Vas to preseneča? Absolutno ne. Sej ta afera je pravzaprav podlaga za to, da smo to vlado sploh dobili, da smo zdaj 3 leta bili v taki zaostank. Bi se pa najprej nekaj povedal mogoče oziroma odgovor na tisto vprašanje, ki ste jih postavili kolegica v zvezi s povezovanjem. Mislim, da je zadeva pomembna. V 90-ih letih se jaz nisem ukvarjal s politiko, ampak bi lahko rekel, sem bil nekako navijač, oziroma pač volivc, ki ga je zadeva zanimala. In če bi me takrat kdo vprašal, za koga pa si ti in tako naprej, bi rekel, je pač za pomladno opcijo. Ni zdaj ali eden ali drug, včasih je kakšna stvar pametno povedal, včasih je drug kakšna stvar pametno povedal. In dejansko so tudi te stranke nekaj časa na ta način funkcionirali. Zdaj, od takrat naprej, jaz imam občutka, da je pomladna stran, pa bomo uporabljali to dikcijo, da je pomladna stran izboljšala rezultat, pridobila več volivcev, kot suma povečala procent, ki ga dobi. Je pa v tem času seveda se profilirala v neke stranke, ki imajo zelo jasno identiteto, ki imajo zelo jasne voditelje in ki poskušajo včasih tekmovati za iste volivce. In jaz mislim, da ni dobro, da to na pomladni značaj izgubimo. Mislim, da ni dobro vnaprej se odpovedovati o režitnemu sodelovanju. Vnaprej govoriti, pa bomo videli pa po volitvah in tako naprej. Slovenijo čakajo razmeroma težke naloge v prihodnosti. Za te težke naloge bo treba biti složen in verjetno se sloga začne, bom rekel, na pomladnem polu, na naši strani. In jaz mislim, da se moramo potruditi in to slogo zgraditi, mogoče ne pred javnostjo, ampak nekje, kjer je pravi prostor za to. Spomnite se, kakšen efekt je imelo pred volitvami 2008, ko so stopili skupaj KGB. Najprej so bili vsak tekmec, potem so pa par dni pred volitvami stopili skupaj in ste rekli, aha, ti bodo pa skupaj delati, kako boš ta zadeva naprej. Kako boš peljal Slovenijo naprej, če se še na lastnem polu pravzaprav čisto dobro ne zastopaš oziroma iščeš, kdo bi ti bil lahko sovražnik, kdo bi ti bil lahko nasprotnik. In seveda pri njih je bilo to
umetno, je bila to PR-ovska točka. Njih ni povezoval nek program, povezoval se jih interesi, povezovala jih je partija, povezovala jih je sovraštvo oziroma strah pred Janševo vlado. In potem so šli seveda vsako svojo smer, vse te afere so bile produkt prepirov na njihovi strani med seboj, ker ni opozicija nekako izbrskala, izvokljala, kaj se dogaja. Oni so jih nosili, enkrat eni, enkrat drugi, na požarja, pa še na kakšne druge medije. Skratka, če še enkrat to rečem, izzivi so veliki, složni voditelji potegnejo za sabo več ljudi in to slogo bi morali znati demonstrirati. V taki ali drugačni obliki. Pred tem korak naprej, gospod Turk, na kaj je tisto, da se bo v prihodnje moralo nasloniti gospodarstvo? So to inovacije? Je to, da bo nekako išlo iz tega primeža, ki smo mu bili priča v preteklosti, predvsem pri številnih propadlih gradbenih podjetij, tako da zaupanje v gradbeništvo je upadlo tudi v druge proizvodne, tako rekoč storilna podjetja. Kaj je tisto, na čem bo Slovenija morala temeljiti, ne v prihodnjem letu, ampak že v prihodnjih mesecih? Odgovor oziroma vprašanje vabi odgovor v smeri, ko naj bi država vedela kaj, ko naj bi država vedela kako. Do neke mere seveda države to vejo oziroma so možne neke politike peljati v smer vladanja v znanja, v storitve ali v logistiko, v oddelavo, recimo lesa in kakšnih drugih naravnih danosti, ki jih Slovenija ima. Ampak meni se zdi vsaj tako pomembno to, da uredimo gospodarski prostor tako, da bo nagrajeval podjetja, ki vejo, kaj se jim splača. Ne, da bo država podjetjem povedala, delajte to, in to ne, da bo država izbirala med sektorjem, ne vem, kmetijstva in gozdarstva, kaj je recimo boljše. Tako da to sodi v tisti splošno ureditev tega našega kapitalizma. Drugače je pa dejstvo, če pogledamo, kaj se v svetu dogaja, s čem se da zaslužiti, kaj se da prodajati. Svet gre v neko smer, ko je potrebno biti ustvarjalen, ne samo priden in delaven. In za to ustvarjalnost moramo narediti pogoje. Na eni strani to, kar sem rekel, podjetjem se mora ustvarjalnost, inovacije splačati, ko bo šla samo od sebe v to. Za to ustvarjalno ekonomijo, kjer bomo pa Slovenci aktivno pomagali, da bo nekaj slovenskih podjetij pod lastno blagovno znamko z vrhunskimi izdelki svetovno konkurenčnih, tukaj bi pa država morala nekaj narediti. In tukaj smo mi dali v program eno inovacijo, namreč, da naj bi oblikovali nek delnega resorja, ki bi se s kreativno ekonomijo ukvarjal. S tistim, kar je nekaj malega na kulturi, s tistim, kar je nekaj malega na znanosti in s tem, kar je v neki meri na gospodarstvu. Tukaj je ta kulturna komponenta pomembna, in tukaj je pomembna ta komponenta lastne blagovne znamke, lastnega dizajna, neke presežne dodane vrednosti, ko ne bo vsako slovensko podjetje delalo, ampak tistih par večnih konjev, ki bodo zaslužili, ki bodo lahko prodajali, morajo to delati pod lastno blagovno znamko, ne pa nekaj šraufati in potem prodajati anonimno, ne vem, Mercedesu, BMW-ju, ta pa ustvarja potem ekstra profit, ker prodaja to pod svojo blagovno znamko. Gospa Novak, težave, ki se jim ne izogne nobena vlada, je Ljubljanska banka. Lahko bi rekli, banka politike, nenehne dokapitalizacije so zagotovo priča slabemu vodenju tega poslovnega sistema. In če pri tem spomnimo še na našega letalskega prevoznika z milijonskimi izgubami, zanima me, do katere mere naj država še ostaja lastniku tako pomembnih podjetij. V Novi Ljubljanski banki mislim, da so skoncentrirane vse slovenske težave. Od problemov vodenja do tajkunizacij, do tega, da se politika okoriščala
s temi položaji oziroma sredstvi iz banki ni pripeljala tako daleč. Skratka, mislim, da je prav Nova Ljubljanska banka rezultat vseh teh dogajanja, lobijev, povezav, dajanja kreditov na lepe oči ali na povezave in tako naprej. Mislim, da bi končno morali v Sloveniji ugotoviti, katera državna podjetja so bistvenega pomena in jih dejansko ne smemo dati iz rok zaradi nekih višjih ciljev, ampak mislim, da je takih zelo malo. Mislim, da med te sodi Luka Koper, ker je pač to povezano tudi s strateškim položajem, z izhodom na morje in tako naprej, pa mogoče še nekaj podjetij. Zdaj za Adrio, za letalskega prevoznika je že vprašanje, če Slovenija potrebuje svojega. Ali sklene sporazum z neko družbo, ki bo to lažje upravljala in bo vzdrževala tiste najbolj nujne letalske povezave. Če gremo do Frankfurta, kar ni daleč, pa je kar nekaj letov na dan, sem jih sama probala, od tam pridemo po celem svetu. Tako da je vprašanje, če je res nujno, da ima Slovenija svojega letalskega prevoznika. Torej, jasno bi morali določiti, katera so tista strateško pomembna podjetja in tam tudi seveda nastaviti vodstvo, ki zna, ki ima znanje, ki je odgovorno, ki izpolnjuje določene kriterije, ne pa, da je to izpostava politike. Za ostale pa se mi zdi, da država ni dober lastnik, ni odgovoren lastnik, preveč se vpleta politika, išče koristi pri tem, zato tudi donosi niso veliki. Naš interes mora biti, da neko podjetje dobro funkcionira, da zaposluje ljudi, da ni problematično. Zato mislim, da državna lastnina ni dobra, ni rentabilna in pa tudi ne prinaša posebnih donosov. Tako da jaz se bolj zavzemam za to, da ni država lastnik, ampak da tista podjetja, ki pa so strateškega pomena, pa se mi zdi, da moramo ugotoviti, katera so tam. Mislim pa, da jih ni tako veliko. Gospod Turk, ste kaj želeli? Sam hotel tudi odgovor na to vprašanje. Prosim, lahko sedaj na to vprašanje darimo potem korak naprej. Ker imamo še mikrofone. Tako je. Nova Ljubljanska banka je finančna ustanova, ki je podmazovala ta pajdaški kapitalizem. In nimamo občutka, da bi tudi pod Janševo vlado bili sposobni te vzorce ustaviti. Tako da se meni zdi kljub tehtanju vseh mogočih rešitev takih in drugačnih in zadreh v zvezi s tem, da bi bila najmanjša škoda, da za to Novo Ljubljansko banko najdemo kupca. Tisti, ki mislijo, da bi morala biti v nacionalnem lastništvu, da bi morala biti v slovenski lasti, na izvoljo, vzame svoje prihranke in Novo Ljubljansko banko kot domoljubni Slovenci odkupijo. Če pa takih ni, potem pa naj tega ne svetujejo, da bi to delali s tujim denarjem. Zdaj, kar se številnih drugih podjetij tiče, mislim, da je neka statistika, ki pravi, da ima Slovenija, mislim, da se v številkah modno, par milijard je tega premoženja, mislim, da je okrog 7 milijard, je to vredno, donos, ki ga ustvarja 0,3%. 0,3%, noben delničar v nobenem podjetju ni zadovoljen, če ima donos 0,3%. Skratka, država je slab lastnik, ali mora to dati nekomu v upravljanje, ki bo upravljal to kot lastnik in ne kot država, pomeni, da bo to upravljal zato, da bo podjetje cvetelo, raslo, povečevalo vrednost, ne pa da bo država svoje politike skozi izvajala, ali naj se pa proda. Skratka, s premoženjem je treba, mora država upravljati kot kapitalistik, ne kot ne vem kaj. Jaz se sprašujem, zakaj bi recimo država razvažala pošto. Zakaj bi država razvažala ljudi, recimo z letali? Zakaj bi država vozila ljudi po razvlaki? Če se splača, bo to bilo naredno. V zvezi z Luko in še kakšnimi stvarmi je dejansko treba dobro stvari premisliti, to je naša strateška prednost.
dobra stvar tega je, če nekaj taza, kot je Luka damo v posest tujcem, je, da to nam nikamor ne morajo odperati. Če damo v tujcem, ne vem, če se tujcem prodane nekaj krka ali kaj podobnega, to vse skupaj nekje drugje se začnejo. Tako da tle so stvari vredne tega strateškega razmisleka, predvsem okrog Luke in železnice, okrog tega, kakšne ambicije ima Slovenija na logističnem področju. Tako kot se pa stvari razvija, na to prav dolgo ne bo treba več premišljati, ker ko bo Hrvaška v Evropski uniji odpade eno od glavnih prednosti Luke Koper, železnice so pa Hrvati že naredili oziroma avtoceste od svojih put proti Madžarski, Italijani pa tam čez Avstrijo podravno, tako da ta geostrateška lega Slovenije je obkoljena oziroma so v vodi narejeni, tako da druge drugega nekaj ne. Gospa Franca, gospodarstvo se je v zadnjih letih močno bogatilo, kar smo ugotavljali sedaj že debelo uro. Številna podjetja so propada, pa vendar tajkunske povezave pa so botrovale k propadu tudi nekdaj paradnih podjetij gradbeništva. Kakšna popotnica je to za naprej, do katere mere reševati in pomagati takšnim podjetjem v stiskah? Torej, vzroki propadov ne samo gradbeništva, tudi Luke Koper smo bili na tej poti, da bi lahko bila izčrpana in prodana tujcem po ceni. Trenutno smo v Casinovi Portorož, v aktualni temi, ali bo stečaj šlo prav mali, ali bomo našli še denarja v državnih blagajni za dokapitalizacijo. Torej, odgovornost uprav in nadzornih svetov vseh teh podjetij ni. In nihče jih ne proučuje, nihče jih ne kaznuje, tudi v Casinovi ne. Pa je država 53% lastnik, v Luki Koper 75% in tako naprej. Torej, v gradbeništvu je bilo pa še posebej značilno to, da je bilo z velikih firm gradbenih diktirano celoten tempo gradbeništva. Od kreiranja cen, dogovarjanja in vsa ta ekonomija, ki ne temelji na tržni ekonomiji, seveda dolgoročno ne more preživeti. In to se je sesulo samo vase. Zdaj je Primorje na tej poti, ravno včeraj smo brali v Financah, da so imeli kratki odklop elektrike, tako daleč so. Da ne omenim še, kaj se je dogajalo z nevidnimi delavci. Torej, cel sistem nadzora v naši državi ne deluje. Pa če gremo od nadzornih odborov občin, podjetij, bank, ravno kar je bila govora o Novi Ljubljanski banki, ki je bila v bistvu pravnica denarja. To je bila lepo ustvarjena, tlakovana pot za izčrpavanje denarja, torej nas, davkoplačevalcev in usmerjanja v žepe posameznikov, ki so ga usmerjali seveda še na žalost v davčne oaze v tujino. To je dejstvo, nihče ne odgovarja. Torej, sistem nadzora in pravni sistem v tej državi ne deluje in tukaj so potrebni temeljiti ukrepi, sicer se bo to še nadaljevalo. Reševanje takih podjetij, ki nimajo perspektive, seveda praktično ni možno, kajti vlagati v nekaj, kar nima perspektive, je boljše prepustiti naravnemu umiranju in spostaviti novo celico. Vendar ne s tistimi, ki so to podjetje spravili v stečaj. Primer Beata Vektor. To ni naravni stečaj. To je načrtovan stečaj. Tako da dogajanja okrog propadlih podjetij so po moji oceni, večina jih temelji na izčrpavanju podjetij. Temelji tem programskem izčrpavanju, ustvarjanju kopice subpodjetij in seveda kroženju tega denarja, premoženja in seveda počasi taka stvar rasne, delavci so se slabše plačani. Kakšna lekcija je to za naprej? To je lekcija, da se treba temeljito spometovati. Treba s tem ustavno prekiniti, prerezati, postaviti nadzorne sisteme v njihove funkcije. Biti nekje nadzornik ali biti član uprave pomeni biti zelo odgovoren in ravnati pošteno in gospodarno. Vendar, če temu ni tako, smo lahko še nadalje na poti, ki smo jo pač v zadnjih letih priča. Hvala lepa, spoštovani gosti.